Na današnji skupščini Nove kreditne banke Maribor delničarji o nasprotnem predlogu Vseslovenskega združenja malih delničarjev glede višjih dividend niso niti glasovali, in sicer zaradi nasprotnega predloga predstavnika Republike Slovenije. Prav tako mali delničarji v nadzornem svetu družbe niso dobili svojega predstavnika, čeprav je VZMD predlagalo 2 strokovna in kompetentna kandidata. VZMD je razočarano nad ravnanjem države oziroma njenimi upravljavci, ki niso pokazali modrosti in spoštovanja interesov 103 tisoč malih delničarjev NKBM in banke nasploh. Magister Kristjan Verbič je napovedal izpodbojne tožbe. No, žal se je na tej skupščini pokazala velika aroganca oblasti in pa moč preglasovanja. Šlo je za predloge, ki so jih podali predstavniki Republike Slovenije, in pa v primeru nadzornega sveta nove sestave Slovenska odškodninska družba ob hkratnem soglasju in podpori tistih, ki upravljajo z lastništvom Republike Slovenije. V Novi kreditni banki Maribor je to še vedno tako pomembno in prevladujoč delež, da brez njega niso možne nikakršne spremembe, in to se je pokazalo. Mi smo vendarle, glede na to, da smo več kot 3 mesece imeli intenzivne pogovore tako s predstavniki države, kompetentnimi predstavniki, kot tudi Nove kreditne banke Maribor, resno računali na to, da bo prišlo do usklajenega predloga, kjer bi tudi mali delničarji, glede na bistveno spremenjeno lastniško strukturo, pridobili možnost udeležbe pri upravljanju družbe in pri nadzoru le-te. To je tudi pravica, ki izhaja iz lastnine, in če je Republika Slovenija oziroma njeni upravljavci lahko od državljanov pridobila 310 milijonov evrov, ko je prodajala delež, potem bi morala zagotoviti tudi to, da imajo ti ustrezen nadzor, ustrezen vpliv na poslovanje družbe. Žal ugotavljamo, da temu ni tako, te modrosti, zrelosti upravljavci niso zmogli, prevladala je drugačna kombinatorika. To obžalujemo tudi v luči morebitnih drugih javnih prodaj deležev Republike Slovenije in umika države iz gospodarstva, pri čemer seveda težko pričakujemo takšno mero zaupanja, kot so ga državljani pokazali v primeru Nove kreditne banke Maribor, ki je največja delniška družba v Republiki Sloveniji. Jaz sem na to danes na skupščini večkrat opozoril, pozval k treznosti, a vendar žal ta ni prevladala. Sprejeti so bili predlogi, ki niso bili usklajeni ne z malimi delničarji. Težko bom govoril za tiste, ki so se vključili v lastninsko strukturo z naslova institucionalnih vlagateljev, vendarle mislim, da predlog, kot je bil podan, je predvsem problematičen iz formalnih razlogov. Namreč tako pomembna institucija, kot je Slovenska odškodninska družba in pa Republika Slovenija, sta podale predloge, ki so formalno neustrezni, nimajo ustreznih zakonskih podlag, kot jih zahteva in nalaga tako Zakon o bančništvu kot Zakon o gospodarskih družbah. Na to sem večkrat izrecno opozoril, pravzaprav je bil posredovan samo predlog z imeni in priimki kandidatov. Vse druge zahteve, ki so še izdatno decidirano navedene, tudi v Zakonu o bančništvu, so bile očitno prezrte, zato nas žalosti takšen predlog tistih, ki bi pravzaprav prvi morali skrbeti za zakonitost in za tovrstne standarde in uvajanje ustrezne kulture tudi na slovenskem kapitalskem trgu. Če tega ne bomo zagotovili, potem ne bo likvidnosti na naši borzi, ne bo zaupanja ljudi v vlaganja v vrednostne papirje, ne bomo uspeli ohraniti lastništva nad pomembnimi družbenimi resursi, kakor Nova kreditna banka Maribor sigurno je ena od pomembnejših, in nas takšen odnos oblasti oziroma upravljavcev premoženja Republike Slovenije zelo skrbi. Vendarle gre za to, da smo, kar se tega tiče, vsi v istem čovnu, in takšna ravnanja seveda ne bi smela biti dopustna in realizirana, kot so se danes pokazala. Ob nekaterih pozitivnih izkušnjah z upravljavci in z vlado pri sprejemanju zakonodaje moram tokrat res z veliko užaloščenostjo ali ogorčenjem izraziti začudenje nad takšnim ravnanjem, kot se je pokazalo v primeru tako pomembne delniške družbe, kot je Nova kreditna banka Maribor, ne samo za lokalno, pač pa tudi širše slovensko skupnost in ne nazadnje za največjo delniško družbo, za vsem tistim, kar to pomeni tudi za morebitne prihodne prodaje deleža Republike Slovenije v podjetjih, kjer je še lastnik. Seveda sam bi si želel, da bi naše skupščine potekale
v čim bolj ozračju, ki pomeni predvsem zaupanje v ambicijo in v širitev banke, ki bi jo podpirali vsi delničarji, ne glede na to, ali imajo eno delnico ali pa imajo več kot 50% delnic. Na skupščini sem zastopal 3808 malih delničarjev, toliko jih je oddalo veljavna pooblastila. Mislim, da je bilo to največ od vseh, blizu tretjine vseh pooblastil, kar je bilo prejetih na družbo. Hkrati pa sem seveda zastopal kot zakoniti zastopnik tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki je podalo tako nasprotni predlog že v sklopu po samem sklicu skupščine, kakor tudi napovedal na 3 sklepe izpodbojne tožbe, ki jih bomo seveda v zakonitem roku preučili in temu primerno seveda strokovno utemeljeno verjetno preko slej tudi podali. Ob vseh resnih opozorilih, da takšno stanje utegne pomeniti tudi to, da bi v takšnem primeru Nova Kreditna banka Maribor ostala brez nadzornega sveta, če bi dejansko razrešitev, kot je bila sprejeta in je veljavna, ob hkratni ugotovitvi, da je bilo imenovanje problematično in sporno, brez ustreznih zakonskih osnov tudi realizirano, kar je seveda za tako občutljivo institucijo, kot je banka, ki temelji v prvi vrsti na zaupanju ljudi, se pokazalo, da ob sodelovanju in predlogih Republike Slovenije in pa državnih skladov in institucij prihaja do takšnega stanja, je to seveda zelo slaba popotnica in to nas čudi in skrbi. Ja, legitimno pravico v vsakem primeru imajo. Kakšna bo proceduralna pot, kakšen postopek, s kakšnimi argumenti bojo to potem tudi udejanili oziroma uspeli registrirati, rečemo v tem primeru, da bo to nasprotovalo sklepom skupščine, je stvar časa in njihove priprave za to. Dejstvo je v tem, da se hočem distancirati od tega, da so ljudje izkoristili ta event, ta dogodek za to, da so pač iznesli svoja mnenja, ki mogoče niso usklajena z glasovi, ki so jih navidezno predstavljali. Tako da pravim, je odvisno od priprave, odvisno od substance, ki stoji za temi izpodbojnimi tožbami, to bo pa pokazal čas. Kar se tiče pa seveda imenovanja nadzornega sveta, pa ta zadeva ni v pristojnosti uprave in sploh tudi ni primerno, da bi uprava komentirala ali pa se opredeljevala do razreševanja ali imenovanja na samega nadzornega sveta. Ta nasprotja, ki so bila, so umetno sprožena in so neumnost, ker do same skupščine smo dobro sodelovali. Gospod Kramberger iz nove KBM Ne damo je žrtev nekih spletk, v katerih pa ne bi razpravljal. Hvala.